Lepo pozdravljeni. Rak, srčni infarkt, možganska kap, kronična pljučna bolezen, izgorelost, to je le nekaj bolezni, ki lahko prizadanejo marsikoga, pa nihče si seveda tega ne želi. Da bi jih preprečili, lahko zelo veliko naredimo že zdravim življenjskim slogom. Če pa nas doleti, to lahko za seboj potegne mnoge težave, tako zdravstvene kot tudi seveda finančne. In o tem, kako se soočamo v takšnih situacijah in kako si lahko pri tem pomagamo z zavarovanjem, se bomo danes pogovarjali na tem webinarju. Najprej pa si poglejmo nekaj statistik. Za rakom zboli letno več kot 15 tisoč Slovencev, umre pa jih žal več kot 6 tisoč. Med nami je več kot 100 tisoč oseb, ki so doslej že zbolele z eno od rakavih bolezni. Vsako leto zabeležimo okrog 5 tisoč infarktov. Povprečno skoraj vsak dan v Sloveniji opravimo 3 operacije koronarnih arterij. Bolezni sodobnega časa, izgorelost, je bila vzrok za skoraj 900 primerov bolniškega dopusta v enem letu. Možganska kap, za katero nevarnost strmo narašča s starostjo, je usodna za 1/3 zbolelih, tretjina je popolnoma odvisna od tuje pomoči in le 1/3 jih po kapi lahko živi samostojno. O okrevanju in pa finančnih posledicah bomo danes govorili z gosti. Z nami je Tatjana Jeglič, fizioterapevtka, mednarodna inštruktorica in predsednica sekcije za nevrofizioterapijo pri Združenju fizioterapevtov Slovenije, ki se ukvarja z rehabilitacijo po možganski kapi. Lepo pozdravljeni. Z nami je Robert Klopčič, strokovni vodja v družbi Triglav Svetovanje. Lepo pozdravljeni. In pa Nataša Matič, strokovna vodja za podporo prodaji v zavarovalnici Triglav. En lep pozdrav vsem skupaj. Tatjana, bom kar pri vas danes začela. Pri vas v Centru fizioterapije Ljubljana ste specializirani za rehabilitacijo oseb po hudih boleznih centralnega živčnega sistema. Kako pogosto se zgodi, da k vam prihajajo mlajše osebe, aktivne, še vedno aktivne pri delu? Res je, nažalost, možganska kap ni več rezervirana za osebe po mlajše oziroma starejše od 65 let. V naši kliniki obravnavamo v tem trenutku večinoma osebe, ki so stare 40 do 50 ali 55 let. Najmlajša oseba, ki smo jo obravnavali, pa je bil 13-letni deček. Na prvem pregledu smo ravnokar imeli osebo, ki je takoj po diplomiranju doživela možgansko krvavitev, se pravi pri svojih 23-24 letih starosti. Tudi nikakor možganska kap ni več rezervirana samo za starejšo populacijo. Torej, lahko nas doživi v katerikoli dobi našega življenja, kaj ne? In Nataša, mogoče vi, kot ste strokovni vodja za podporo prodaje v zavarovalnici Triglav, take hude bolezni in druge hude bolezni, ki smo jih danes omenili, za seboj potegnejo kar finančne posledice. Ali se Slovenci tega sploh zavedamo? Ja, danes v današnjih časih lahko rečem, da se ljudje zavedajo v smislu, da je življenje nepredvidljivo in da lahko čez noč za sabo nosi težke posledice. Žal v takih trenutkih težkih so tudi te finančne posledice, lahko pride v bistvu do tega, da čez noč ostanemo brez finančne spodbude, ker čez noč, ko pride do take hude bolezni, se smatra, da gre v bistvu za daljšo bolniško odsotnost. Ker včasih se mi zdi, da se morda še premalo zavedamo ali celo rečemo, saj to se pa meni ne bo zgodilo, ne? Pa ni vedno tako, smo slišali, že Tatjana je rekla, od najmlajše starosti naprej, da pa smo omenili samo eno bolezen do sedaj. Robert, vi ste strokovni vodja v družbi Triglav Svetovanje in zavarovalnica Triglav ponuja prav posebno zavarovanje in sicer dodatno zavarovanje za hude bolezni, prav za primere teh hudih bolezni. O tem bomo sicer malček več govorili kasneje, a za začetek morda na kratko, kaj je cilj tega zavarovanja? Ja, gre za zavarovanje za hude bolezni, kjer je potek zdravljenja dolgotrajen, okrevanje je dolgotrajno.
in v bistvu prihodnost je negotova. Osebe velikokrat, bom rekel, se jim zavedno spremeni življenje, nosi to posameznik, družina. Tako da v osnovi poznamo zavarovanje do 24 hujših bolezni, zraven so vključena tudi dodatna kritja. Je pa to razdeljeno v 4 skupine. Bi pa tukaj poudaril, da tukaj ne gre samo za starejšo populacijo, kot je že sogovornica prej omenila, ampak tudi mlade, aktivne ljudi. No, več o samem zavarovanju mogoče še malo kasneje. Na današnjem webinarju bomo ogledali si tudi 2 videoposnetka, 2 zgodbi iz prve roke. In sicer naša prva sogovornica, s katero smo se pogovarjali po videokonferenci, po videoklicu, nam bo povedala, je tudi doživela, kaj pomeni to, ko se ti čez noč življenje postavi na glavo, ko se vse spremeni, ko se ti odpira neko novo življenjsko obdobje, ti pa v hipu obležiš. Lara Slivnik je pri 30 ob rojstvu drugega otroka doživela možgansko kap. Danes je sicer okrevala, njena otroka sta že odrasla, starejša in deli z nami svojo zgodbo in tudi pomaga pri ozaveščanju te bolezni pri drugih ljudeh. Poglejmo. Kdaj ste vi doživeli možgansko kap? Zelo mladi ste bili, ne? In kako je vse skupaj potekalo? Ja, ko sem imela možgansko kap, sem bila stara 30 let. Bilo je seveda popolnoma iznenada. To se je meni zgodilo v porodnišnici. Rodila sem sina, bil je drugi otrok, tako da sem potem, ko sem se pa pač utrujena po porodu zbudila, sem pa ugotovila, da nekaj ni v redu in ko so prišle sestre, se spomnim samo tega, da je bilo kar naenkrat grozno veliko osebja okoli mene in potem sem bila 1 mesec v porodnišnici in na nevrologiji, potem sem šla za 6 mesecev na Sočo in potem sem bila 3 leta doma na porodniški in na bolniški. Po 3 letih sem šla pa za 4 ure v službo nazaj, bili so tako dobri, da so me vzeli nazaj in zdaj sem še vedno 4 ure zaposlena. Koliko časa je trajalo potem vaše okrevanje in ali še danes čutite posledice ali ste takrat že lepo okrevali? Kako je s tem? Ja, jaz sem bila, mislim, da 1 teden v komi umetni, potem sem že v porodnišnici sem imela na voziček, me je dajal, tako da sem na Sočo prišla na invalidskem vozičku, sem me začela učiti hoditi in uporabljati pač levo stran, zato ker sem bila prej desničarka in ker z desno pravzaprav še danes ne morem veliko, desno roko imam sicer, ne bom rekla neuporabno, ampak vse delam z levo roko, trudim se kakšne stvari prijemati, velike predmete z desno, ampak načeloma sem danes levičarka, tako da rehabilitacija pravzaprav še vedno traja, hodim na fizioterapijo pravzaprav še vsak teden, kar je finančno precej velik, ampak glede na to, da ne morem hoditi na fitness ali pa na tenis, hodim pač na fizioterapijo, tako kot vsak normalen 50-letnik, ki da kaj za svoje ohranjanje zdravja. Torej, po 20 letih še vedno delate na okrevanju, to je pa kar dolga doba. Aktivni ste tudi v Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo in že sami pravite, oziroma vas to vprašam za mnenje, a je čedalje več ljudi mladih, ki jih prizadene možganska kap, ker včasih smo imeli občutek, da se to zgodi bolj v kasnejših letih? Ja, pred 20 leti, ko sem jaz prišla na Sočo, na rehabilitacijo, so vsi govorili, koliko si pa ti mlada, Tam so bili stari 60, kakšen 50 let star, ampak v glavnem so bili 60-70 let stari. Danes pa vidim tudi pri naših članih, da je teh vedno več tam pri 40, pri 35, tako da poznam tudi
dekleta, ki so pravzaprav to v otroštvu doživela, ne. To cerebrovaskularna bolezen se sliši tako zelo učeno, ne. To so v bistvu bolezni ožilja v možganih, a ne. Se pravi, če imamo možgansko kap, poč žila ali pa se zamaši žila, ali pa tudi naši člani so tisti, ki so imeli tumor, ne, v glavi in potem zaradi posledic operacije dobijo naše članstvo. Že sami ste omenili tudi finančno plat bolezni. Vi ste ohranili sicer delo za 4 ure, a v društvu, v združenju pa opozarjate pri aktivnostih, da marsikdo ne more več delati, da so posledice rehabilitacije povezane oziroma rehabilitacija povezana z visokimi stroški, kar vpliva tako na njih kot tudi na družinske člane, kaj ne? Ja, marsikdo od njih se upokoji, a ne. In če se upokojiš po, 10-20 letih delovne dobe, je zelo vprašanje, kakšna je pokojnina, ne. Imamo člane, ki imajo, po 300 evrov pokojnine in s takimi dodatki, ki so seveda zelo majhni, a ne, se ne da, vsi zelo so nesrečni in se tudi zaradi tega zapirajo v svoje okolje, ker jim je škoda vsakega tolarja, da bi šli dinarja, evra, da bi šli na kavo, da bi šli, ne, kakorkoli. Ampak mi skušamo pač nekako na združenju, a ne, to tudi s nekimi skupinskimi fizioterapijami ali pa s tem, da pomagamo na finančnem področju tudi, tako da. Ja. Terapije so lahko kar drage, kaj ne? Kakšne so približno cene, v katerih se gibljajo fizioterapije? S tem, da potrebuješ vsaj 1 na teden, ste že prej omenili. Ja, no, to je zelo odvisno. Tudi po Sloveniji so različne cene, a ne, ampak v glavnem tam od 30 do 60 evrov na 1 uro. Tatjana, videli smo Larino zgodbo. Zanima nas pa še, kakšne so posledice možganske kapi za vsakodnevno življenje? Da, posledice možganske kapi so lahko zelo različne. Kakšne so posledice, v bistvu odvisno od velikosti možganske kapi, vrste možganske kapi, ali gre za strdek ali gre za krvavitev, a ne, in pa od področja v možganovini, ki je bilo prizadeto. Posledice so vsekakor vidne na vsakdanjem življenju, a ne. Najbolj očitne posledice so ponavadi na motoričnem nivoju, se pravi, kako se oseba giba, kako oseba lahko izvaja vsakodnevne aktivnosti. Te so lahko na nivoju same hoje, a ne, oseba morda ne zmore hoditi ali pa zmore hoditi z pomočjo ali pa lahko hodi samo z nadzorom ali pa je morda pri hoji sicer samostojen, vendar je hoja možna samo v notranjem prostoru, se pravi v nekem varnem, domačem prostoru, a ne. Oziroma, če oseba uspe preiti v zunanje okolje, a ne, je lahko v bistvu zelo moteče oziroma so lahko zelo upočasnjeni, predvsem zaradi tega, ker v zunanjem okolju je zelo veliko motečih dejavnikov, kot je recimo zelena luč na semaforju, a ne, da ti preideš čez neko daljše oziroma širšo križišče, a ne, potrebuješ biti dovolj hiter. Kar se tiče samega zgornjega uda, ne, same roke so dejansko posledice vidne na možnosti poseganja po predmetu, kako ali zmorem prijeti kozarec, če sem žejen, ali ga zmorem prinesti do ust. Potem so tukaj posledice na nivoju hranjenja, ne. Mnogo oseb v bistvu prevzame dominanco na boljšo stran, ne, kar je v bistvu nefino, ne, ker večina naših vsakodnevnih aktivnosti pomeni uporaba obeh dveh rok, ne. Nekoliko manj vidne so dejansko posledice na senzornem področju, se pravi, kaj čutim, kako čutim, ali čutim, da je predmet, ki ga držim,
težek 1 kilogram ali kakšna je oblika predmeta, ki ga držimo. Temperatura seveda. Potem nekoliko še manj vidne so morda posledice na tem perceptivnem, zaznavnem področju, se pravi, kako sploh zaznavam svoje telo v odnosu do drugih delov telesa oziroma v odnosu z bližjo oziroma širšo okolico. Vam lahko povem primer ene gospe, ki v bistvu ne zaznava svoje leve polovice oziroma jo zaznava 10 centimetrov stran od svoje desne polovice. 10 centimetrov, sem tak občutek ima. Tak občutek na tem zaznavnem, perceptivnem področju. In potem je seveda zaradi tega se zelo težko gibati, oziroma se orientirati v prostoru. Marsikdaj osebe pridajo sicer v prostor in samo čakajo, ker ne vedo, kam iti in kam se obrniti, da lahko pridajo recimo do WC-ja ali pa da pridajo do svoje kuhinje in tako naprej. Posledice se seveda lahko pojavijo tudi na nivoju govora, se pravi na motoričnem nivoju govora ali pa na senzoričnem nivoju govora. Na motoričnem pomeni, da ne zmorejo izražati svojih besed, še huje, če lahko rečemo še huje, je pa dejansko problematika na nivoju zaznavanja govora, ker v bistvu ne razumejo, kaj druga oseba govori in sprašuje. Zelo zapleteno in verjetno vsak človek ima drugačne posledice, nekega univerzalnega, se nekako bi rekla, pravila, ko se ti zgodi možganska kap, bo to in to, ampak je toliko, kot je ljudi, ki doživijo možgansko kap, toliko je potem tudi različnih, kako se reče, posledic. Da, seveda. Zakaj? Zato, ker prvič vsaka oseba je individuum. In kako se bom potem motorično vedel ali pa se potem obnašal po možganski kapi, je zelo odvisno tudi od tega, kaj sem prej počel v svojem življenju, od teh življenjskih izkušenj. In pa, kot sem že prej omenila, kako velika je možganska kap, kje v možganovini je prišlo do možganske kapi, in pa kaj dejansko sem pred tem počel. In nekateri se morajo učiti ponovno hoditi, govoriti. Mnogo je, kaj vse se dela v rehabilitaciji, mogoče bova malček o tem še kasneje. Bi pa kar vprašala, Nataša, vas, te osebe imajo verjetno tudi finančne težave ali pa visoke finančne stroške, pa se Slovenci zavarujemo za takšne primere? Smiselno je, da bi se zavarovali, kajti zavarovanje za hude bolezni, dodatno zavarovanje za hude bolezni nosi točno te določene prednosti, da v primeru nastanka bolezni, da pač oseba zboli z eno izmed hudih bolezni, ima nekje finančno varnost, da si v bistvu zagotovi ali dodatne terapije, ki niso del zdravstva, ali si nadomesti izpad dohodka, ker vemo, da je pač v primeru hujše oblike tudi daljša bolniška odsotnost, ali pa potrebno celo spremeniti bivalno okolje, zaradi tega, da si olajša v bistvu sam način bivanja in da se v bistvu v svojem domu po novem počuti udobno. In spet nikoli ne veš, kakšne finančne stroške bo takšen dogodek v življenju potem pustil za seboj. Zato je dobro, da smo za to zavarovani in varni na nek način. Mogoče, Robert, prej ste omenili dodatno zavarovanje za hude bolezni. Gremo lahko kar čez spisek, a pogledamo seznam. Ja, seznam je širok, nabor kritij je res velik. V osnovi je osnovni paket, ki vključuje 9 hujših bolezni, naprimer rak, možganska kap in podobne. So tudi, bom rekel, si jih lahko preberete. In pa seveda razširjen paket, ki vključuje še dodatnih 15. Predvsem ledvična odpoved, gluhost, koma in podobne, res hude stvari. Tudi Alzheimer, mislim, da je notri, Parkinson, ne? Tako
Tako, to so vse, bom rekel, stvari, ki močno vplivajo na vsakdan posameznika in nenazadnje nosi posledice lahko oziroma jih cela družina. Zdaj, pri razširjenemu paketu, če dodam, so tudi dodatna kritja, predvsem za bolezni sodobnega časa, kot so recimo stres, anksioznost, depresija, izgorelost. In pa tudi otroci so vključeni notri. Kako pa so otroci vključeni? Prav tako za kritje v bistvu hujših bolezni so prav enako, sicer je ta nabor, jih je 19, in pa Triglav genetska DNK analiza, ki v bistvu je tudi del tega paketa. Zdaj, kar je prednost, je tudi to, da omogoča vse skupaj, je prilagodljivo, pomeni, da že za neke blažje oblike teh stanj lahko pride do izplačila, kar zagotavlja res tisto finančno varnost. Tukaj, če se lahko jaz navežem na Roberta, bi še enkrat v bistvu izpostavila to dodatno kritje za sodobne bolezni in sicer anksioznost, depresija, izgorelost, ki je v bistvu se danes že nam aktivnim delavcem, ki smo v aktivnem delovni dobi, je v porastu in se kar pojavlja. Tako da v bistvu namen tega dodatnega kritja je to, da si v bistvu zagotovimo finančna sredstva, da si poiščemo pomoč, da se v najkrajšem možnem času vrnemo v svoje realno življenje. Se smo samo eno statistiko prej slišali, 900 bolniških dopustov v enem letu zaradi izgorelosti, ki je res bolezen sodobnega časa in prizadanje vse več ljudi, še posebej v trenutnem času in razmerah, v katerih živimo. Tako da huda bolezen res lahko doleti vsakogar in le redko si lahko predstavljamo, kako je, če se morate v življenju spoprijeti z večjimi boleznimi. In čas je za novo zgodbo. Pred dogodkom smo se pogovarjali z Igorjem Juričem, novinarjem, vam dobro poznanim iz televizijskih ekranov, kaj vse je doživel on. Poglejmo. Že zelo mladi ste dobili raka. Koliko ste bili takrat stari? Kako je potekala ta diagnoza? Ja, star sem bil takrat dobrih 33 let. Diagnoza je bila pa postavljena relativno hitro, ker ko sem bil v Berlinu in sem začutil na tem predelu vratu, opazil bulo, sem šel k splošni zdravnici, ki me je hitro poslala potem do specialista. Takrat me je v bistvu kap zadela, ko sem videl napis nad vrati, da piše onkologij. In potem je bila stvar zelo kratka. Tiste klasične preiskave, ki pa so zelo hitro potrdile, da seveda to ni neka nenevarna bolezen, ampak je žal rak. In potem ste koliko časa se borili s to boleznjo? Ja, vse skupaj zdravljenje samo je potem od diagnoze trajalo nekje pol leta, ker imel sem tudi, me spomin ne vara, nekje 4 mesece kemoterapij, potem pa še dober mesec obsevanja. Tako da se spomnim, da smo ravno pred začetkom poletja, vse skupaj se je začelo pod zimi, da sem ravno potem pred začetkom poletja dobil dokončno potrditev, ne da sem ozdravel, na to sem opozorili, da ne bodo nikoli rekli, da sem ozdravel, ampak samo, da je prišlo do popolnega umika bolezni. Potem sem pa lahko septembra šel že na svoj prvi maraton. No, odlično. In potem ste mislili, da je že vse za vami, a približno 20 leti kasneje, vas je pa res kap zadela, tako kot ste prej rekli, ne? Kaj se je pa takrat dogajalo? Ja, to je bil pa precej tak čuden občutek, v bistvu to je bila neka nedelja zjutraj in če se zdaj nazaj spominjam, je bilo to približno tako, kot da bi sedel v kinodvorani in opazoval na filmskem platnu nekoga, ki se nenavadno vede v domači hiši. Ker zjutraj, ko je prišla žena domov, je pozvonila na vratih in namesto, da bi odprl na domofonu vrata, sem začel najprej zlagati svojo obleko, ki je bila tam zložena. Potem, ko je pozvonila drugič, sem začel odpirati in zapirati vrata od omare in ves čas sem se zavedal, da to ni to, kar bi moral narediti. Nisem pa mogel narediti nič in ko sta potem otroka, sinova, prišla do mene, v bistvu niti govoriti nisem mogel normalno. To so bili tisti zunanji znaki. Pa ste takoj vedeli, kaj se dogaja? Vi ste bili tik pred odhodom v tujino, ne, takrat. Potem pa čez noč se zgodi ta bolezen in ste praktično en kup enih težav takrat imeli. A ste vedeli, da se to dogaja, kar se vam dogaja?
Ne, v tistem trenutku se nisem zavedal, da je to možganska kap, se mi je samo nenavadno zdelo, da se ne morem narediti tistega, kar bi želel. Potem, ko sem z otrokoma govoril, angleščina mi je šla, potem, ko se je začelo stanje nekoliko izboljševati v roke nekaj pol ure, ko pa sem recimo sinom govoril v nemščini, ki je, rečemo, moj prvi tuji jezik, razumel sem vse, nisem pa znal odgovoriti nič. Tako da je žena dokaj kmalu že sama, ko me je potem peljala v zdravstveni dom v Kamnik, že sama vedela, da bolj ali manj je to možganska kap. In kar so potem pa tudi preiskave seveda potrdile. In zatem ste se potem morali učiti novih stvari, od začetka spet, ali kako? Tanja, kako je bilo to? Na srečo ni bilo povsem od začetka, ker kap le ni bila na srečo tako huda, ampak dejansko sem pa imel težave na desni strani telesa, motorika desne roke in pa predvsem pisanje, kar pa je za moj poklic poleg govorjenja seveda najpomembnejša stvar. Tako to pa sem moral vložiti kar precej truda, predno sem prišel spet nazaj na tisto običajno formo. Če sem za ilustracijo povem, ko so me na nevrološki kliniki prvič testirali pisanje, sem za A4 format porabil pol ure, da sem napisal zgodbico in mislim, da je bilo nekje 38 napak. Čez 2 meseca recimo sem za to isto porabil manj kot 10 minut, pa s 3-4 napak. Koliko ste bili takrat stari? Se pravi, tik pred svojim 57. rojstnim dnem. Skoraj natanko 20 leti po raku. Še vedno mladi, ne? Kakšno podporo potrebuje človek v takšnih trenutkih, Igor? Ja, v prvi vrsti seveda družinsko, ker zlasti, če je bolezen v hujši obliki, potem ogromno bremena pade na najožje družinske člane, se pravi, v mojem primeru bi bila to žena. Recimo v času raka sem pa zelo pogrešal in mislim, da se je pa tukaj izboljšalo, vsaj deloma, to podporo nekih skupin preživelih z boleznimi. Si sploh ne morem predstavljati, kako se celi družini spremeni življenje v takšnih trenutkih. Kaj pa bolniško, koliko časa ste bili takrat odsotni? In a je ta bolezen nekako za seboj potegnila tudi težave ali pa izzive na finančni poti, finančni plati? Ja, jaz lahko rečem, tako kot velikokrat v življenju, da je Bog na moji strani. In takrat, ko sem imel raka v Nemčiji, sem dejansko lahko ves čas svojo službo opravljal. Samo takrat, ko sem prijemal kemoterapijo, sem bil 3-4 dni delovno nezmožen, ker bi bilo preveč slabo, vendar so mi delodajalci RTV dovolili, da sem svoje delo opravljal naprej, da mi ni bilo potrebno jemati bolniške. Pri možganski kapi je bilo to drugače, sem bil doma pa na rehabilitaciji, mislim, da dobre 2 ali 3 mesece, vendar sem pa večino od časa potem porabil za to svoj star letni dopust in nadure, ki so se nabrale. Tako da je bil manjši del ta klasična bolniška. Torej, po finančni plati ste nekako zmogli, takrat? V svojem konkretnem primeru lahko rečem, da nekih resnejših finančnih posledic to ni imelo. Sem pa v primeru možganske kapi moral prestaviti svoj odhod na svoje dopisniško mesto v Bruselj. Moral bi nastopiti delo septembra, kap me je zadela junija, odšel sem pa potem šele s 1. januarjem. Robert, prej ste naštevali bolezni v zavarovanju, a je krit tudi primer, ko oseba zboli večkrat? Ja, zdaj osnovni cilj zavarovanja je ta, da v primeru, če se osebi postavi ena izmed diagnoz, ki so vključene v bolezni, ki so vključene v zavarovanje. Osnovni namen je res to, da poskrbi za okrevanje, zdravljenje in ne nazadnje, da poskrbi tudi za izpad dohodka. Torej, bolniška in pa odsotnost iz dela predstavlja velik zalogaj lahko za marsikoga. Smo pa pripravili v bistvu tudi en primer zavarovanke Mojce. Mojca je stara 40 let, živi skupaj s partnerjem, ima pa 2 otroka, osnovnošolca in pa dijakinjo. Zdaj gospa Mojca že ima sklenjeno življenjsko zavarovanje, je pa se odločila za dodatno kritje za hude bolezni.
za obdobje 10 let in pa zavarovalno vsoto 50 000 evrov. To v bistvu na mesečni ravni znaša dobrih 23 evrov. Ker pa se je gospa Mojca odločila za razširjen paket, je notri vključeno tudi, kot smo že prej povedali, kritje za sodobne bolezni, bolezni sodobnega časa, in pa tudi oba otroka, to se pravi za hujše bolezni in Triglav DNK analizo. Tako da zdaj v primeru, če bi se zgodil diagnoza rak, recimo, in če bi bila blažja, bi gospa Mojca tukaj bila upravičena do izplačila 30%, v njenem primeru 15 000 evrov. Če pa bi ta rak napredoval, če bi se stanje poslabšalo, bi v bistvu ob izpolnjevanju teh pogojev bilo izplačano še preostalo, v bistvu teh 35 000, in takrat zavarovanja več gospa Mojca ne bi plačevala. A se s tem tudi konča možnost izplačila? Mogoče Nataša? Ne. Bomo povedali pač ekstremni primer, ki si ga vsi želimo, da se nobenemu ne zgodi. Ja. Ampak v primeru, če bi se Mojci pojavile 4 hude bolezni iz 4 različnih skupin, pomeni, da bi gospa Mojca prišla lahko do izplačila po vsaki skupini do 50 000 evrov, torej skupaj do 200 000 evrov zavarovalne vsote, in v tem primeru bi v bistvu tudi zavarovanje ugasnilo, se bi prekinilo, ker je v bistvu izplačana maksimalna zavarovalna vsota. Torej veliko prednosti, kako bi rekli, 3 muhe na en mah, torej gospa Mojca in 2 otroka zavarovana, za 50 000, ki se izplačuje glede na kako težka je bolezen, lahko pa se do 4-krat, če bi se, upajmo, da se nikoli to ne zgodi. Če bi zbolela z 4 različnimi, vsaka bi mogla biti v svoji skupini. Tatjana, če se vrnemo malo k okrevanju, k terapijam, kakšne so kaj čakalne vrste, da se pride na vrsto? Zdaj, treba je tukaj morda razumeti to, da ko začnemo govoriti o rehabilitaciji dejansko po zaključenem bolnišničnem zdravljenju. Sicer imamo že tudi v času bolnišničnega zdravljenja neko akutno rehabilitacijo, ampak po zaključenem bolnišničnem zdravljenju imamo potem več možnosti. In sicer ena možnost je, da pridemo dejansko v zdraviliško zdravljenje, kjer poteka rehabilitacija po možganski kapi, ali pa da pridemo na naš edini inštitut, in sicer URI Soča, ki pa ima na žalost res zelo dolge čakalne dobe oziroma čakalne vrste, ravno zaradi omejenih število primerov, ki jih lahko na leto sprejmejo. Konkretno zdaj v našem primeru pri enem od naših gospodov, ravno kar je bil na pregledu na URI Soča, in so mu povedali, da nažalost je pred njim cca 100 klientov, kar pomeni, da bo lahko prišel na to rehabilitacijo v javno inštitucijo, bo trajalo nekje do jeseni oziroma pozne zime. Kar pa si ne more človek privoščiti, kadar se mu kakšna takšna stvar zgodi. Rehabilitacija je potrebna nemudoma, kar pomeni, da na lastno pest greš potem poiskati fizioterapevte izven javnih institucij, da ti lahko pomagajo. Kako pa poteka rehabilitacija? Kako to približno zgleda? Recimo po možganski kapi, ker smo že o njej danes toliko govorili. Zdaj, v samem rehabilitacijskem timu je zelo smiselno, da je več strokovnjakov. Poleg fizioterapeuta tudi delovni terapevt, logoped, ortopedski inženir, morda kineziolog, seveda vodja celotnega tima je ponavadi fiziater, ki je specializiran za nevrološka stanja, ali pa morda nevrolog. V sami rehabilitaciji potem lahko sodelujejo še tudi drugi zunanji sodelavci, odvisno od potreb posameznika. Zelo pomembno je, da v rehabilitaciji sodeluje tudi klinični psiholog, ker namreč, ko se zgodijo vse te težke bolezni, ne samo možganska kapa, pride do neke vrste žalovanja, oziroma mora se zgoditi ta proces žalovanja po življenju, ki sem ga imel pred samo hudo boleznijo. Pa verjetno ne samo tistemu, ki ga je to doletelo, temveč
ožji družini, včasih celo tudi širši družini, je treba včasih pomagati oziroma si pomagajo sami, ne, takrat. Zelo pomembno je, da v bistvu v celoten proces rehabilitacije vključimo svojce oziroma tiste osebe, ki skrbijo oziroma pomagajo tej osebi v procesu rehabilitacije. Namreč sam proces rehabilitacije ni enostaven. V procesu rehabilitacije je vključenih zelo veliko čustev, veliko energije, ne. Marsikdaj osebe bi vrgle puško v koruzo in rekle, dovolj je, ne grem se več, ne. In takrat je zelo, zelo pomembno, da imamo podporo ožje družine in seveda širše družine ter seveda tudi podporo širšega socialnega okolja. In tudi finančno podporo, da to si lahko privoščiš. Kot smo že slišali, gospa Lara je rekla, da marsikdo v njihovem društvu ima 300 evrov penzije, kar pomeni, da si takšnih in drugačnih fizioterapij, rehabilitacij, svetovanj skoraj da ne morejo privoščiti izven javnega zavoda. A je zelo pomemben ta čas od tega dogodka možganske kapi, potem kako teče rehabilitacija? Verjetno ne moreš čakati, da prideš na vrsto. Je dobro, da takoj začneš. Ja, zelo pomembno je, da se rehabilitacija začne zgodaj po sami bolezni, oziroma stanju po možganski kapi ali težjih obolenjih. Ker namreč, če konkretno govorimo o teh možganskih kapeh, osebe, ki doživijo možgansko kap, se dejansko rodijo v novo telo, v nove možgane, in se v bistvu na nek način učijo motoričnega vedenja, reševanja teh motoričnih problemov, kako pridem od točke A do točke B in tako naprej. In zdaj, če seveda ta oseba ni vodena, ni pod nekim strokovnim nadzorom, naši možgani so sposobni razviti kompenzacije, in če mi dolgo časa razvijamo kompenzacije, je to neka referenca pravilnosti, in manj kot kompenzaciji razvijamo, hitreje se lahko vrnemo v dokaj normalno življenje. A tudi pogostost šteje? Recimo je to Lara omenila enkrat tedensko, a ima kdo večkrat tedensko potem? Klinične študije in pa seveda tudi naše izkušnje kažejo v tej smeri, da intenzivnost je izjemno pomembna. Zato, da mi lahko se naučimo ponovno prijeti kozarec ali pa narediti korak, je potrebno veliko število ponovitev. Naprimer, klinične študije pravijo, da je 400 ponovitev v 1 uri. 400 ponovitev. Oziroma 1 milijon do 1,5 milijona ponovitev, da neka aktivnost postane veščina. Se pravi, da o tem ni potrebno mi več razmišljati, ampak spontano posežem za svojo slabšo roko po kozarcu. In če nimaš nekoga, ki takole stoji za tabo, to zelo težko storiš, ne. Zdaj smo slišali, Nataša, ta rehabilitacija je res dolgotrajna, pogostost je drugačna, verjetno so zaradi tega ljudje tudi zelo odsotni z dela, nekateri sploh ne morejo delati. Kako je v tem primeru z osebnimi prihodki? Ja, ko se nam zgodi nekaj tako hudega, je v bistvu prva ta težava, da dejansko sebe sprejmeš kot takšnega in v bistvu vso svojo energijo usmeriš v to, da prideš do svojega cilja in sicer do tega cilja, da prideš nazaj v svoje stanje, ki si bil pred nastankom bolezni. Kaj pa to otežuje načeloma, pa vedno je pač žal povezano so finance. Ker v ozadju seveda, ko zbolimo z neko tako hudo boleznijo, predvidevamo, da bo pač izpadek dohodka v družini, ker se gre za daljše obdobje odsotnosti z dela. Naj poudarim, da nekateri izmed nas delajo tudi v svojih podjetjih, da delajo pogodbena dela in da dejansko te ljudje lahko čez noč ostanejo brez kakršnega koli vira prihodka. Zato je to toliko še težje za njih oziroma pač tudi za njihove najbližje. Potem so tukaj v ozadju tudi najemne pogodbe, najemnina za stanovanje, stanovanjski krediti, celotna družina v ozadju, otroci, šolanje otrok, vse to je žal povezano s hrana, pa tako ni konca. Da ne govorimo o teh osnovnih obveznostih mesečnih, ki jih imamo. Tako da v bistvu je žal vse, kar sem naštela, povezano dejansko s financami. In če imamo neko obliko takšnega zavarovanja, si lahko bistveno olajšamo svoje počutje v tistem trenutku, ko zvemo, da smo
pač sprejeti v takšno okolje, v takšno življenje, da lahko v bistvu sistem olajšamo. Bodi si, da si zagotovimo dodatne fizioterapije, dodatno zdravljenje, celo drugo zdravniško mnenje ali celo, ne vem, potovanje v tujino, da pač preverimo, če se tam kaj lahko dodatno zgodi za lajšanje oziroma za nadomestilo finančnega izpada v družini, za finančno podporo otrokom v času šolanja. Vse to v bistvu lahko nadoknadimo iz naslova v bistvu izplačane zavarovalnine. In ko se ravno o tem pogovarjava, verjetno vi strokovnjaki znate svetovati tudi potem, kakšne premije vzeti, kakšna izplačila so potem lahko, da ljudje tudi malce več mirnosti dobijo, če slučajno se jim kdaj kaj takšnega zgodi, ne? Da so malo bolj sigurni, v kaj se, kako bolj varno se počutijo, no, bi lahko rekla. Tako, tukaj največjo vlogo pri nas igrajo naši zavarovalni zastopniki, kjer v bistvu spodbudijo v ljudeh samo potrebo po življenjskem zavarovanju, da v bistvu ne gledajo življenjsko zavarovanje skozi ceno, ampak skozi korist, kaj nam lahko življenjsko zavarovanje prinese v primeru, da se nam zgodi najhujše. Pa še ponavadi je tako, da takrat, ko si zavarovan, se ti nič ne zgodi, takrat, ko pa nisi, pa se lahko marsikaj zgodi. Prej smo se pogovarjali o dohodku, zdaj slišali smo tudi dve zgodbi. Lara je lahko 4 ure dnevno delala in še danes dela 4 ure dnevno. Igor pa je moral premestiti delo kot dopisnik iz septembra vse do še daljše obdobje, kar dolgo obdobje, da je potem šel lahko, mislim, da je rekel v Nemčijo, če se ne motim. Tatjana, koliko ljudi se po možganski kapi lahko sploh vrne na delo? Imate tukaj kakšne procente, kakšen vtis? V kakšnih številkah govorimo, v kakšnih odstotkih? Zdaj, če govorim o naših izkušnjah, namreč 19 let že delam na tem področju, od vseh teh klientov, ki so doživeli ne blago, ampak srednjo do resno obliko možganske kapi, se nažalost zelo malo ljudi vrne nazaj na delovno mesto. In mi seveda tukaj govorimo o aktivni populaciji ljudi. Določeni zmorejo morda pod nekimi posebnimi pogoji za 2 do 3 ure, 4 ure morda izvajati delovna opravila. Večina ljudi pa nažalost res ostane doma in nekje v, bom rekla, 2 letih po možganski kapi sprejmejo dejstvo, da se pač morajo invalidsko upokojiti. To seveda na finančnem nivoju pomeni precej veliko izgubo. Tako je. Upokojitev prinese za seboj tudi, smo slišali primere, zelo nizke zneske in tukaj ponovno ti lahko pomaga ravno to, da si zavarovanjem, če imaš pravega, nekako pomagaš. Najlepša hvala za ta pojasnila. Pred samim dogodkom pa smo prejeli kar nekaj vprašanj našega občinstva, tako da predlagam, da tale zadnji del namenimo odgovorom na konkretna vprašanja. In sicer prvo vprašanje je, ali je treba opraviti zdravniški pregled pred sklenitvijo. Nataša, mogoče? Zdravniški pregled pred samo sklenitvijo je predpisan v skladu s tabelo o zdravniških pregledih Zavarovalnice Triglav. Vedno je pa povezan z višino izbrane zavarovalne vsote in pristopno starostjo zavarovane osebe. Naj tukaj poudarim, da zdravniški pregled nosi določene prednosti, saj je zdravniški pregled plačan strani Zavarovalnice Triglav, hkrati pa mi, ki gremo na pregled, zvemo realno svoje zdravstveno stanje, v kakšni zdravstveni kondiciji smo. Spet 2 muhi na en mah. Tako dobimo še en vtis, kje smo v tem trenutku zelo v redu. Poglejmo naslednje vprašanje. Kaj pa se zgodi, če je oseba že prebolela hudo bolezen? Je primerna za to zavarovanje? Nataša, mogoče spet? Če je oseba prebolela, še ne pomeni to, da jo zavarovalnica ne bo sprejela v zavarovanje. Pomembno je, da pri samem pristopu v zavarovanje predloži celotno zdravstveno dokumentacijo o samem poteku zdravljenja, kako se je zaključilo in potem na podlagi celotne zdravstvene dokumentacije se odločijo, ali se sprejme v zavarovanje zavarovana oseba. Lahko so to pod določenimi pogoji, kar pomeni, da bo mogoče odstotek višja mesečna premija za to.
ali pa v bistvu se sprejme čez gladko v sprejemu. Vedno je odvisno od zdravstvenega izvida, ki je predložen ob samem sprejemu v zavarovanje. Krasno. Še vedno pa je možnost zavarovanja. Vprašanje za Tatjano. Koliko terapije je potrebnih, da se oseba vsaj približno vrne v formo, verjetno mislijo v način življenja, kot je bil prej, in ali lahko ocenite strošek, če jih plačam sama? Zdaj, zopet odvisno od resnosti posledica. Nažalost se rehabilitacija po teh težkih obolenjih nikoli ne konča. Konča se tisti trenutek, ko v bistvu oseba umre. Tako da mi imamo recimo v naši kliniki primer enega gospoda, ki že 5 let sedaj hodi na intenzivne, oziroma je 5 let hodil na intenzivne 3-tedenske obravnave, se pravi 3 ure na dan, po 15 dni. Med tem časom imajo potem mesec ali 2 nekega odmora, ker so seveda sami aktivni. V določenem času, ko ugotovimo, da pri posamezniku dosežemo nek plato in da ne pričakujemo več nekega velikega napredovanja, so pa potem tukaj obnovitvene, se pravi enkrat, 2 vzdrževanja tega stanja, ker namreč po možganski kapi se, če ne vzdržujemo kognitivnih, motoričnih in teh senzoričnih funkcij, se lahko zelo hitro nacepijo potem še dodatna obolenja, kot je demenca, Alzheimer, parkinsonizem in tako naprej. Stroški seveda tukaj so precej visoki. Se sploh da govoriti o številkah? Verjetno niti ne, ker se nikoli ne ve, koliko časa, koliko let, kako pogosto, tako da na to vprašanje zelo težko odgovorimo. Če pa smo zavarovani, ali zavarovalnica vse to krije, Nataša? Oziroma ne zavarovalnica, ali zdravstveno zavarovanje krije to rehabilitacijo, oziroma tudi mi razpolagamo verjetno s tem denarjem, ki ga dobimo od zavarovalnice. Kako je pri tem? Seveda, v primeru nastanka ene izmed bolezni se izplača zavarovalnina zavarovani osebi in potem v bistvu se ona odloča glede na trenutne potrebe, ki jih takrat čuti, v kaj bo v bistvu ta sredstva namenila. Ali bo to dodatna rehabilitacija, ali bo to nadomestilo za izpad dohodka, ali bo to dodatne terapije, ali bo v bistvu prenova doma, ker vemo, da v bistvu v večini primerov se morajo tudi prilagoditi, če so to hiše. Če je voziček v igri, je treba spremeniti bivalne če so to hiše, če je veliko stopnic, je potrebno tudi razmislek o dvigalu in tako naprej. Se pravi, vsak posameznik se glede na tiste potrebe, ki jih takrat čuti, odloči, v kaj bo porabil ta sredstva. Kaj pa v osnovnem, če nimamo takšnega zavarovanja, kaj pa sploh potem krije zavarovalnica? Tatjana, mogoče vi to veste? Ja, zavarovalnica seveda krije tisto neko osnovno rehabilitacijo. Tako kot je gospa Lara povedala, ona je pač šla čez proces osnovne rehabilitacije na področju naše države. Nekaj malega imamo tudi, odkar imamo specialna znanja fizioterapevtov. Namreč osebam po možganski kapi na letni ravni pripada 8 terapij, 8 terapij za obravnavo po možganski kapi. Problematika, ki pa tukaj nastane, je pa dejansko na nivoju strokovne usposobljenosti fizioterapevtov, ki lahko izvajajo te specialne obravnave. In trenutno imamo v Sloveniji 4 do 5 oseb fizioterapevtov, ki imajo specialna znanja in so del javnega zdravstva. Vse ostalo nažalost odpade. Nekaj malega lahko potem osebe dobijo še kot neko obnovitveno rehabilitacijo, vendar se moramo zavedati, da imamo mi na letni ravni tam nekje 3800 novih primerov možganske kapi. 3800 na leto? Če smo doživeli recimo možgansko kap 10 let nazaj, verjamete mi, da ne pridemo več v proces obnovitvene rehabilitacije, ravno zaradi tega, ker je toliko novih primerov, ki jih je potrebno obravnavati. In spet je vsaka oseba, na njem je sama sebi prepuščena, kako lahko potem si nadaljne financira razne rehabilitacije, prilagoditve stanovanja in še vse, kar smo slišali. Nekaj časa imamo še, tako da zaključimo še z zadnjima 2 vprašanjima. In sicer prvo je za
Vas, Robert, kaj pomeni Triglav DNK, ki je del razširjenega paketa? Tako, to je v bistvu del razširjenega paketa, vključuje pa, če poenostavim, če zavarovana oseba zboli oziroma se diagnosticira ena izmed 24 bolezni, ki so zajete v zavarovanju, in pride do izplačila zavarovalnine seveda, je otrok te osebe upravičen do genetske Triglav DNK analize, kjer se ugotavlja nagnjenost otrok za raka, multiplo sklerozo, srčni infarkt, možgansko kap. Torej, opravijo se specialistični pregledi in poda neko poročilo, kakšna je nagnjenost k temu. In tukaj v bistvu, bom rekel, to je neko preventivno ravnanje, ki vsekakor je zelo, zelo pomembno. Sej marsikdaj je v bistvu dedno tudi v bistvu v rodu, če tako lahko rečem, v družini takšno stanje. In potem oseba ve oziroma starši vejo, kako pristopati, kaj narediti? Ja, v bistvu se otroku oziroma staršem poda to poročilo in lahko se marsikaj preventivno reši oziroma, dajmo reči temu, spremeni življenjski slog, prilagodi nekako način življenja. In to je res lepa dodana vrednost v takšnih primerih, če je to slučajno v družini. Mogoče, če še dodam pri Robertu svojo izkušnjo, jaz sem v bistvu si sama zagotovila DNK analizo po situaciji, ki se je pri nas doma zgodila, ravno zaradi tega, ker sem jaz dejansko ta, ki sem lahko naslednja in potencialna, da v bistvu že preventivno ugotovim, v bistvu, kakšen potencial imam, da zbolim z eno izmed bolezni, ki se je pri nas v družini pojavila, da v bistvu lahko to že z svojim osebnim zdravnikom začneva reševati, preventivne preglede izvajati. Je pa to kar finančni zalogaj, ta DNK analiza, zato je v bistvu tudi tukaj izpostavljen, da je ena izmed prednosti, da v bistvu, če se meni karkoli zgodi, da zbolim z eno izmed teh, sem mirna, da bojo moji otroci za mano lahko vedeli v bistvu, ali so potencialni in kakšen potencial imajo za to bolezen. Je pa tukaj mogoče še to zelo pomembno, da se zavedamo tudi tega, marsikdo v bistvu razmišlja o tem, ko ima otroka. Ko se mi zavarujemo in tudi če danes še nimamo otroka, bo to zavarovanje tekom dobe to vključevalo. To pomeni, da lahko res dolgoročno poskrbimo za te primere, kar je, bom rekel, ko se na terenu srečujemo s strankami, velikokrat, sej to pa, sej še ni nič, sej še ne bo nič, ampak gre se za to, da poskrbimo za to prej. Tako da imamo to možnost. In da tudi poskrbimo, da če se nam kaj zgodi, da potem naši otroci lahko preživijo. Ker vse te bolezni, vseh teh 24 bolezni, močno vpliva tudi na še posebej ožje družinske člane, kot verjetno tudi širše družinske člane, ker verjetno morajo takrat stopiti zraven in pomagati. Tako da na tak način pa si lahko zagotovimo, da smo malo bolj spet varni v bodoče, če se karkoli zgodi, upajmo pa, da se nikoli nič ne zgodi. Še zadnje vprašanje, Nataša, in sicer, kdaj imaš pravico do izplačila? Pravico do izplačila imaš v bistvu že ob pojavu blage oblike bolezni. Kako pa se to diagnosticira? To verjetno nekdo potrdi potem. Kako to poteka? Seveda, dobimo potrjeno diagnozo od specialista. Tako, se pravi, v primeru, da je bolezen potrjena, se v bistvu odda zahtevek. V zavarovalniškem žargonu je to zavarovalni primer. Pomembno je pa to, da se v bistvu v sam zahtevek predloži celotna zdravniška dokumentacija, kjer je v bistvu razvidno zdravstveno stanje zavarovane osebe in se potem v bistvu zavarovalnica odloči, v kakšni obliki je in kakšna zavarovalna vsota se v tistem trenutku izplača. V odstotkih, prej smo slišali v primeru Mojce, ko smo dali, da je lažja oblika raka,
30%. Torej vsaka diagnoza ima verjetno drugačen odstotek izplačila, ne? Pri Odstotek je enak. Pri delnem izplačilu je vedno 30%, to se pravi samo 30% ali 100% izplačilo. Tako je. Tako, 30 ali 100. Vendar potrebna je diagnoza zdravnikov, specialistov verjetno. Ne more priti nekdo pa reči, jaz sem izgorel. Moraš imeti tudi nekaj. Se pravi, dajmo primer, če je izgorelost, v tem primeru mora v bistvu stranka predložiti potrdilo oziroma izvid, da je obiskala psihiatra ali lečečega psihologa, kjer v bistvu je razvidna diagnoza zavarovane osebe, tako in potem na podlagi tega se izplača zavarovanje osebe. Ja, najlepša hvala. Jaz bi lahko z vami še kar govorila in govorila, a naš čas se izteka oziroma se je iztekel in prepričana sem, da smo pokazali, kako smiselno je zavarovati se za hude bolezni, kakšne prednosti imate s tem, kakšno varnost, če se vam karkoli zgodi nezaželenega, če se zgodi, kakšne so posledice, kakšne so rehabilitacije. In najhuje, da ko se ti res zgodi kakšna taka huda bolezen, da se moraš potem še s financami ukvarjati. Namesto da bi si vzel čas in se soočil z boleznijo, se posvetil tako mentalno temu, da želiš ozdraveti in čim bolje napredovati, se potem ukvarjaš s financami. Tako da je res pomembno, da znamo tudi na ta del poskrbeti, ne samo za nas, tudi za vse naše najbližje, ker nismo edini, niso tisti edini, ki jih nekaj prizadene, temveč tudi svojci. Tako da kakšen paket, kakšne zavarovalne vsote, premije bi bili primerni za tistega, ki je zainteresiran, pa se lahko posvetuje z vašimi strokovnimi svetovalci zavarovalnice Triglav in sicer na kontaktih, ki jih boste imeli ali verjetno jih že imate izpisane na ekranih. Hvala lepa vsem trem govorcem za vse, kar ste doprinesli. Hvala vam za vprašanja in hvala za vašo pozornost, da ste bili z nami. Mi vam želimo še en lep večer naprej.